Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi bom govorila o načinih, kako lahko s kreativnostjo krepimo in izboljšamo naše telesno, predvsem pa duševno zdravje. Najprej bom podelila par načinov, kako to lahko storimo skozi pisanje. Podelila bom celo vajo v pisanju dnevnika, za katero so skozi raziskave potrdili, da blagodejno vpliva na duševno zdravje. Potem bom podelila še druge poti v ustvarjanju in zakaj vse je smiselno, da smo kreativni. V mojem primeru bo to pogosto razloženo skozi ilustracijo, oblikovanje in pisanje, seveda pa lahko to prevedeš v katerikoli način ustvarjanja ti je blizu. Že zdaj poudarim, da kreativnost ni vezana na vizualno umetnost ali pisanje. Kreativni smo lahko oziroma smo prav vsi, ne glede na poklic ali naše hobije. Kreativnost lahko najdemo skozi vsakodnevna opravila, kot je kuhanje, skozi ustvarjanje glasbe, že mogoče sestavljanje playlist. Kreativni smo lahko pri reševanju bilo katerih težav na osebnem ali poslovnem področju, ko iščemo rešitve in razmišljamo, kako lahko do nečesa pristopimo na nov, drugačen način. Jaz bi za kreativnost rekla, da je lahko karkoli, kar tebi predstavlja način, da ustvarjaš nekaj novega. In lahko so to ideje, nove ideje, ki pa jih vedno potrebujemo na prav vseh področjih našega življenja. Se pa bom za voljo konkretnosti in predvsem, ker mi je najlažje govoriti na podlagi svojih izkušenj, danes dotaknila predvsem kreativnosti skozi načine, ki so meni blizu. Naj se za začetek dotaknem pisanja in kako lahko skozi pisanje izboljšamo naše telesno in duševno zdravje. Andrew Huberman je avtor podcasta Huberman Lab, v katerem na podlagi ugotovitev znanstvenih raziskav govori o številnih področjih telesnega in duševnega zdravja. V epizodi, ki je bila objavljena 20. novembra in ima naslov A Science-Supported Journaling Protocol to Improve Mental and Physical Health, deli eno določeno vajo journalinga, torej pisanja dnevnika, za katero so dokazali, da zmanjšuje tesnobo, izboljša spanje, izboljša naš imunski sistem, zmanjšuje simptome avtoimunskih bolezni, izboljša spomin. Skratka, toliko pozitivnih posledic ima, da kot Huberman tudi sam omeni v epizodi, se čudiš, kako za to vajo ne vemo vsi. Vaja vzame malo časa in če tudi bi jo prakticirali samo teden ali pa mesec dni, je dokazano, da ima dolgoročen pozitiven učinek.
Raziskavo o učinkovitosti te specifične vaje pisanja dnevnika je izvorno delal James Pennebaker, profesor psihologije. Jaz bom vajo na kratko povzela, da jo lahko izvedeš sam oziroma sama doma, že samo skozi poslušanje moje epizode. Če te zanima več o njej, več o tem, kako so delali študije in katere blagodejne učinke so dokazali, te pa vabim, da poslušaš omenjeno epizodo Huberman Lab podcasta. Vaja je v raziskavi potekala tako, da so udeleženci 15 do 30 minut pisali o najtežjem ali celo travmatičnem dogodku iz njihovega življenja. Ni pa nujno, da je šlo za travmo. Pisali so o tem, kar se je njim zdelo, da je bilo nekaj najtežjega, kar so dali skozi. In pozitivni učinki niso bili vezani na dolžino pisanja, torej če je šlo za 15 ali 30 minut, je bilo pa za nekatere 15 minut premalo časa, da bi se res poglobili v dogodek in skozi pisanje raziskali njegov učinek. Točno navodilo je bilo, da naj pišejo o dogodku, o katerem ali prekomerno razmišljajo ali skrbijo, ali pa morda o nečem, o čemer si ne pustijo sploh razmišljati, morda o tem celo sanjajo po noči v kakšnih neprijetnih sanjah, oziroma o nečem, kar se njim zdi, da na nezdrav način vpliva na njihovo življenje. V raziskavi so udeleženci pisali na roko in celo dano jim je bilo pomembno navodilo, da ne smejo prekiniti s pisanjem. Torej, da morajo ves čas teh 15 oziroma 30 minut pisati neprekinjeno in še, da nihče, razen oni sami, ne bo bral tega njihovega zapisa, ne med študijo, ne kasneje. Udeleženci so lahko celo strgali papir potem, ko so zaključili s pisanjem, če so tako želeli. Najprej so si vzeli trenutek, da so razmislili in izbrali dogodek, ki je bil zanje najtežji in bojo o njem pisali. Kot sem omenila, jim je bilo naročeno, da ne smejo prekiniti s pisanjem in da naj se ne ozirajo na berljivost ali pa na kakršnekoli pravopisne oziroma druge napake. Za čas pisanja je bilo urejeno in tudi predlagam, če se sam oziroma sama odločiš, da bi to vajo izvajal, da v tistem času poskrbiš, da imaš zagotovljen mir in tišino, da daš telefon na stran in mogoče pač, da veš, da ne bo nekdo v tistem času prišel v tvojo bližino in se boš mogoče ustrašil, da bi bral, kar pišeš. Huberman v epizodi omeni, da so kasneje dokazali še, da če tudi so udeleženci v študiji pisali na roko, na papir, da ta del ni ključnega pomena in da lahko to vajo celo izvedemo tudi s pisanjem oziroma s tipkanjem na računalnik. Navodilo je bilo, da zapišejo svoja najgloblja čustva in misli, ki se nanašajo na ta dogodek. Da se skozi pisanje prepustijo in raziskujejo svoje občutja in misli o tem dogodku in da lahko pisanje navežejo na svoje otroštvo, na odnos starši, z ljudmi, ki jih imajo radi, na kariero. Skratka, kakorkoli se jim zdi, da ta dogodek vpliva na to, kdo so danes, kdo so bili v preteklosti oziroma kdo kot oseba postajajo. Je pa za to specifično vajo pisanja 15 do 30 minut priporočljivo, da če želimo doseči največji potencial spremembe na bolje v našem duševnem in telesnem zdravju, da o tej isti stvari pišemo 4-krat, ali je to v 4 zaporednih dneh ali pa v 4 tednih. Se pravi, recimo, da si izberemo katerkoli dan v tednu, ampak 4 tedne zapored in torej 4-krat pišemo o tem dogodku. Ko Huberman omenja to specifično vajo pisanja dnevnika, kjer pišeš o svoji najtežji preizkušnji, omeni še, da se številni med pisanjem ali pa takoj zatem, ko zaključijo s pisanjem, ne počutijo dobro, kaj šele boljš. Da se je nekaterim zgodilo, da so med pisanjem jokali, ali pa da so se po pisanju počutili zelo utrujeni. Tako da, če si boš vzela oziroma vzel čas za to vajo, si vzemi nekaj časa po pisanju, da mogoče narediš nekaj, kar te umiri, prizemlji in te vrne v sedanjost. Ker je včasih pisanje o težkih stvareh lahko tudi naporno, se mi zdi škoda, da bi, če se je lotimo v želji po izboljšanju počutja, da bi bili potem takoj po vaji recimo razočarani, če ne vidimo takoj teh
blagodejnih posledic. Ko sem jaz to epizodo Hubermanovega podcasta poslušala, je šla moja knjiga že v tisk. Me je pa takoj spomnila na 2 stvari, ki pa sem ju vključila v knjigi na sicer malo drugačen način. Jaz sem v knjigi eno celo poglavje posvetila dogodku, ki je bil meni osebno eden izmed najtežjih, če ne mogoče najtežji v življenju. No, v resnici v knjigi kar dobro opišem par teh težkih trenutkov in če tudi o tem nisem namerno pisala 15 do 30 minut strnjeno in seveda nisem na koncu tega papirja strgala, ampak sem se odločila, da bom to vključila v knjigo, sem vsem potem, ko sem o teh težkih trenutkih pisala in potem ob dodelovanju knjige to še večkrat prebrala, sem čutila, da se je čustveni naboj tega dogodka zmanjšal. Tako da ja, lahko iz čisto osebne, neznanstveno dokazane izkušnje podelim, da meni je tudi pomagalo pisati o težkih trenutkih. In ko sem slišala, da je to še znanstveno podkrepljeno, se mi je pa sploh zdelo smiselno, da bi to podelila naprej. V tej epizodi The Huberman Laba, ki jo omenjam, avtor izpostavi še pisanje dnevnika hvaležnosti kot eno izmed vaj, ki tudi dokazano pozitivno vpliva na splošno počutje, na našo srečo, zmanjšuje tesnobo, izboljšuje odnose in ima še druge pozitivne posledice. O moji knjigi ob vsaki vaji, teh vaj sicer ni ogromno, ampak ob vsaki vaji sem namenila en mali prostor, da zapišeš, zakaj si tisti dan hvaležen. In ko sem delala svoj 100-dnevni izziv in sem ob zaključku dneva odgovarjala na tista 3 vprašanja, je bilo zadnje, če mi je tisto malo dobro dejanje, ki sem ga naredila tisti dan, prineslo kakšna nova spoznanja. In spomnim se, da mi je ob tem vprašanju so mi velikokrat misli samodejne šle v smer hvaležnosti. Hvaležnosti, da sem sploh to malo dejanje naredila, da sem predana temu projektu, ker je bilo prejšnjo vprašanje še, če se je zaradi tega dejanja kdo bolje počutil. Sem bila velikokrat hvaležna, če sem imela občutek, da sem komu drugmu s tem pomagala ali pa mogoče nekomu drugmu polepšala dan. In še danes, čeprav mi mogoče malo nihajo obdobja, ko sem temu bolj ali pa manj predana, včasih preden zaspim, si samo vzamem par sekund in pomislim na 3 stvari, za katere sem hvaležna. Kar se mi zdi dragoceno pri hvaležnosti je res to, da vzame toliko malo časa in je res preprosta vaja in še vedno na dosegu roke. Ničesar ne potrebujemo, da si vzamemo par sekund in se zahvalimo za nekatere stvari v svojem življenju, mogoče še posebej tiste, ki jih največkrat vzamemo za samoumevne. Tako da jaz bom kar zdaj med tem snemanjem si vzela par sekund in te vabim, da se mi mogoče pridružiš. Jaz bi rekla, da sem trenutno hvaležna zate, to sicer snimamo naprej, ampak da si vzel oziroma vzela čas, da poslušaš to mojo epizodo, sem res hvaležna. Hvaležna sem danes tudi za svoje telo, da je zdravo, da mi omogoča početi stvari, ki si jih želim. In te vabim, da si mogoče ti zdaj lahko kar med poslušanjem vzameš par sekund in v mislih našteješ tisto, za kar si ti hvaležen oziroma hvaležna. V knjigo sem vključila še en zapis, ki je name imel posebno blagodajen učinek in se ga tudi lahko enostavno pretvori v eno vajo, ki jo lahko izvedeš. Ko sem bila na točki intenzivne tesnobe, sem v svoj dnevnik začela pisati, česa me je strah. In potem sem kar nadaljevala in se res na dolgo razpisala brez zadržkov in naštevala sem vse, kar mi je v tistem trenutku padlo na pamet, da me skrbi oziroma me je strah. Od malih do velikih stvari. Jaz sem ta zapis potem tudi vključila v knjigo in tega je prišlo 5 strani. In to, da sem si zapisala vse svoje strahove, ki sem jih videla pred sabo, se mi zdi, da me je pomiril. Jaz sem si nekako v glavi predstavljala, da je teh strahov neskončno. Potem pa sem videla, ne, ni jih neskončno, za 5 strani jih je. Veliko, ampak se mi je zdelo, da ni bilo to grozno, kakor sem si včasih predstavljala v glavi.
Poleg tega pa, ko sem vse te strahove imela izpisane pred sabo, sem videla, da so mi vsi te strahovi znani, vedela sem zanje. Preden sem jih izpisala, se mi je zdelo, kaj če se mogoče izogibam naštevanju, ker bi mi sicer prišlo na pamet še ogromno drugih strahov, za katere mogoče niti ne vem. In se mi zdi, da ko sem jih gledala pred sabo zapisane, da so izgubili del svoje moči. Kot da bi s tem, ko sem jih ubesedila, da sem se z njimi deloma sprijaznila. Niso se mi več zdeli toliko grozni oziroma da bi imeli toliko veliko moč nad mano. Tudi v knjigi te povabim te pa tudi zdaj, če si želiš, je še ena taka kreativna vaja, če se mogoče soočaš s tesnobo ali pa pretiranimi strahovi, da na papir zapišeš vse, česar te je strah. Mogoče boš kakšen strah na novo osvetlil oziroma osvetlila, ali pa samo vidiš, kako se ob tem počutiš. Vseeno pa naj poudarim, da jaz nisem psihoterapevtka in da jaz samo na podlagi lastnih izkušenj delim tisto, kar je pomagalo meni in ni rečeno, da bo nate imel enak učinek. Drug vidik kreativnosti, ki meni zelo pomaga, pa je to, da sem tekom ustvarjanja prisotna in je to zame en način izvajanja čuječnosti. To sicer ni vedno med pisanjem, sploh če se v pisanju vračam za nazaj ali pa pišem o nečem, recimo o strahovih v prihodnosti, ampak predvsem, ko delam ilustracije ali pa kaligrafske zapise. Takrat se mi zdi, da sem prisotna in osredotočena na to, kar v tistem trenutku delam. In biti prisoten je res eden izmed pomembnih protistrupov za tesnobo, ker se tesnoba skoraj vedno veže na nekaj v prihodnosti. In zase lahko rečem, da brez da bi se pretirano trudila, sem med risanjem osredotočena na motiv, na ustvarjanje v tistem danem trenutku. Enako se mi zdi, da smo lahko, ko naprimer ali vadimo kakšen glasbeni inštrument, mogoče ko kuhamo. Jaz sem recimo spontano prisotna tudi, ko nabiram cvetje in potem ustvarjam šopke. In biti prisoten, čuječ, ostajati z mislimi v sedanjosti in ne bežati v prihodnost, v skrbi ali pa mogoče v preteklost in v kakšna obžalovanja, to zmanjšuje tesnobo in nam prinaša notranji mir. Tretji meni pomemben vidik oziroma pozitivna posledica ustvarjalnosti pa je občutek izpolnitve. Občutek celo, da sem našla svoj smisel. V mojem primeru je ustvarjanje povezano tudi seveda z mojim poklicem, ampak se mi to ne zdi nujno. Ko sem na primer zaključila svoj projekt 100 dni za boljšo mene, ki je bil sam po sebi kreativen, ampak nisem vedela, da mi bo to v resnici odprlo eno novo področje dela, ozaveščanja o duševnem zdravju in da bo iz tega nastala knjiga. Ampak jaz sem se že samo zaradi izpolnjenega tega izziva počutila dobro. Takrat tega izziva sploh nisem še povezovala toliko svojim poklicem. Ilustracije, ki sem jih ustvarjala, ja, pisanje in sam izziv in to, da sem govorila o duševnem zdravju, o perfekcionizmu, o izgubah, pa ne. In skozi ta izziv se mi zdi, da sem si dokazala, da zmorem, če v nekaj vlagam svoj čas in trud, da se na koncu res pokažejo rezultati in da se nam življenje obrne na bolje. In se mi zdi, da skozi to spoznanje sem jaz odkrila tudi en košček smisla, ki ga vidim v življenju. Skozi ta usvojen kreativni izziv sem si med drugimi tudi dvignila samozavest, ki pa je pomembna na splošno za duševno zdravje, še posebej pa se mi zdi pri premagovanju strahov, ker zato, da se soočimo s strahovi, je potrebna neka mera poguma, da smo pogumni, nam pa zelo pomaga to, da zaupamo vase. Se mi zdi, da nam prav ustvarjanje, biti kreativen, ponuja en krasen poligon za pridobivanje samozavesti in nasplošno za osebno rast. Jaz sem si recimo v letu 2023 zadala en tak osebnostni mali izziv, da bi v enem letu 100-krat osvojila isti bližnji hrib. Ta hrib ni visok in v tem izzivu se res ni šlo za nek športni dosežek. Šlo se je pa za test predanosti
In ko sem zaključila z izzivom, sem dobila novo potrditev, da zmorem, če si nekaj zadam in se temu potem posvetim. In meni se zdi, da je res vsak dan priložnost, da si zadamo nov izziv, ne potrebuje biti to 1. januar. In če si recimo zadamo cilj, da se bomo naučili novega inštrumenta ali pa da bi mogoče poglobili znanje v ilustraciji, lahko na ta način odkrivamo svojo kreativnost, svojo predanost, odkrivamo sebe in obenem ob tem rastemo. Razvijamo nove veščine, mogoče celo odkrijemo kakšen nov hobi in sem prepričana, če zadani cilj uresničimo, da nas bo to navdalo z velikim zadovoljstvom in na novo odkritim smislom. In prav ta smisel, ko sem 100-dnevni izziv izdala v obliki knjige in začela prejemati pozitivne odzive bralcev, kako jim je moja knjiga pomagala, da so tudi sami stopili na pot spremembe na bolje, takrat sem kot posledico kreativnosti odkrila še en košček smisla. Smisla, ki ga vidim v sebi, v svojem delu in na splošno v življenju. Najti smisel pa nam pomaga pri premagovanju strahov. Omenjala sem že, kako sem tekom soočanja z intenzivno tesnobo prišla v stik z logoterapijo. Njen ustanovitelj Viktor Frankl v svojih delih velikokrat poudarja, kako pomembno je, da najdemo svoj smisel. On je celo napisal avtobiografsko uspešnico z naslovom Človekovo iskanje najvišjega smisla. Meni je njegov pogled močno pomagal pri tesnobi, še posebej, ker nisem imela občutka, da bi mogla zdaj najti smisel, ki bi mu sledila celo življenje. Ta smisel se lahko spreminja. Danes vidim recimo smisel v nečem, v nekem drugem obdobju ga bom videla nekje drugje. Meni se zdi pomembno, da ta smisel vidimo. In jaz sem vsekakor za neko obdobje ali pa en del svojega smisla našla v tem, da delim svoje preizkušnje in poskušam še komu drugemu ponuditi oporo ali pa uvid, da v stiskah nismo sami. Pomembno je, da vemo, k čemu stremimo, katere so naše vrednote in kakšna so naša stališča. Ker ko vemo, kaj nam je pomembno, bomo tudi lažje premagovali napore ali pa sprejeli kakšne težke preizkušnje, ki nam jih življenje prinese na pot. Vedeli bomo ali pa se bomo lažje odločali, katere strahove in kdaj je smiselno premagovati. Ker se mi zdi, če je na drugi strani strahu mogoče nekaj, kar nam je pomembno, se bomo za to potrudili. To sicer ne pomeni, da bo nujno premagovanje strahov ali pa da bo kakšna druga preizkušnja, da ne bo težka ali pa neprijetna. Bo pa bolj smiselna in verjamem, da si bomo za premagovanje teh preizkušenj lažje prizadevali. Tako, upam, da sem te mogoče uspela navdušiti, da se lotiš kakšne izmed vaj, ki sem jih danes omenila, mogoče tega 15 do 30 minutnega pisanja, mogoče zapišeš svoje strahove, mogoče si daš izziv in v naslednjih tednih si vsak dan vzameš čas za hvaležnost. Če se česarkoli lotiš, lahko to podeliš z mano, bom vesela, ali pa mogoče s svojimi bližnjimi in se temu cilju na tak način še malo bolj zavežeš. Za konec pa kot vedno še ena misel, tokrat od meni zelo ljube Brené Brown, in ta misel vam ti lahko služi kot en prijazen opomnik ali pa smernico pri pristopanju k ustvarjalnosti. Ranljivost je rojstni kraj inovativnosti, ustvarjalnosti in sprememb. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo,
in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Moje drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.